Torej, jaz sem hotel malo povedati nekaj besed od umetne inteligence in turizma, ne, pa z nekaj več poudarka na tem kulturnem turizmu, kakor jaz pa pač vidim zadevo. Nikakor pa nimam celovitega vpogleda, ne. Predvsem sem pa hotel nekaj idej dati, pa nekaj iztočnic morda, ne. Dobro, par slajdov najprej o umetni inteligenci, da ne bi tako izpadlo, da tako nekako na suho to uvedem. Dobro, to je zemljevid držav, ne, koliko so razvite v smislu umetne inteligence, sicer per capita, ne. Slovenija je tle tako kar med najbolj razvitimi državami, tako nekje torej vsak balonček tukaj je ena država, ne. Više je balonček, bolj bogata je država, pa bolj desno je večjo produkcijo umetne inteligence ima na prebivalca. No, mi smo tlele nekje nad evropskim povprečjem, tako kot Nemčija približno ali pa Avstrija. To je samo tako en tak hiter globalni vpogled, kje stojimo. To je mogoče še ena taka zanimiv graf, ne. Kdo vse počne ali se ukvarja z umetno inteligenco v Sloveniji. To je en pač zemljevid tle po škatlicah, ne bom šel v detajle, tole dol levo spodaj je Štefan, pa univerza in tako naprej, tole so raziskave, potem je pa še cela vrsta podjetij in tako naprej, ki se ukvarja z umetno inteligenco na en ali drug način, ne. To, kar je mogoče vredno še povedati, je, da imamo od lanskega leta v Sloveniji tako imenovani UNESCO, IRCAI, ne, se imenuje Mednarodni raziskovalni inštitut za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO. To je edini tak inštitut na svetu, ki ga ima UNESCO, tako da to smo kar, se mi zdi, ponosni, pa tudi smo zelo to nekako, vse to je bilo nekaj let dela, da smo do tega prišli. Imamo preko tega nekako tudi zelo tesen stik z UNESCO, no, čim pride do turizma pa kulturne dediščine, seveda potem je UNESCO ena od teh pomembnih naslovov, no, in preko tega je tudi možnost kaj narediti na to temo, ne. Torej, to je samo toliko, da povem, da ta UNESCO obstaja, jaz sem pač del tega in ja, pač bolj v podrobnosti ne bom šel, ne. No, zdaj pa, če gremo majčkeno na področje umetne inteligence in turizma, najprej, kaj si naj predstavljamo pod umetno inteligenco, ne. Najprej, to je umetna inteligenca pravzaprav eno področje računalništva ali znanosti, ne, pa tudi industrija, seveda zdaj, ki se ukvarja se ukvarja z kompleksnimi problemi, z kompleksnostjo. Posod, kjer pride do neke neenostavnih situacij, ne, kjer se je treba odločati in tako naprej, kjer je posredi znanje, odločanje, kjer so besedila, slike, kjer je veliko podatkov, tam umetna inteligenca lahko pomaga, ne. No in seveda, zdaj, če samo o turizmu govorimo, pa ne nujno toliko v kulturnem turizmu, seveda je v turizmu je ogromno tega neenostavnega odločanja, ne. No, na vseh teh točkah umetna inteligenca lahko precej pomaga, bom tudi pokazal majčkeno tega, ne. To pa vključuje seveda in potovanje, torej hoteli, logistika, priporočila in tako naprej, ne. In seveda v sklopu tega je tudi ta kulturna dediščina, ki se nekako prepleta z vsem tem, ne. No in recimo tlele sem zdaj naštel ene par takih inovativnih recimo aplikacij pa sistemov, kjer umetna inteligenca morda danes še ne, ampak bo pa verjetno slej ko prej igrala tudi pomembno vlogo v turizmu, ne. Recimo eno so
pametni digitalni pomočniki. Ne. Bom na naslednjem slajdu pokazal, potem druga točka so te digitalni dvojčki. To bom tudi pokazal. Tole pa lahko malo spustimo. Ne. No, kaj so recimo pametni digitalni pomočniki? No, zdaj, verjetno vsi od vas veste, kaj je to Amazon Alexa ali pa vsaj na mobilnem telefonu imate, ne vem, Siri ali pa enega od teh pomočnikov, ne, ali pa zagotovo imate na računalniku, na Windowsih to Cortana, z vsemi temi se lahko da pogovarjati, ne. No, ampak seveda te digitalni pomočniki so splošni in niso prav zelo pametni, ne. No, zdaj kolegi iz Avstrije, s katerimi že vrsto let sodelujemo, no, razvijajo, to je ena firma tam v Innsbrucku, razvijajo ta produkt, recimo, ki je lahko zelo zanimiv. Ko gost pride v hotelsko sobo, ne, ga čaka en takle pomočnik, ne, tole je ta Alexa, ki pa ima dodano znanje o tistem lokalnem okolišu. No, in to znanje lahko o kulturni dediščini, lahko je v trenutnih novicah, lahko je v trenutni ponudbi in tako naprej. Ampak gre za to, da imamo recimo v hotelski sobi ali pa tam, kjer smo, lahko pa tudi na telefonu v končni fazi enega takega digitalnega pomočnika, s katerimi se lahko prosto pogovarjamo. In ta pomočnik ve stvari, ki bi nas utegnile zanimati, ne. Predvsem je tudi ažuren in potrpežljiv, se mi zdi, tudi ne pa pocen, ne. V primerjavi morda s kakšnimi vodiči. Morda ni toliko dober, ne, ni toliko slikovit kot kakšni dobri človeški vodiči, vsekakor je pa ves čas na razpolago, ne. No, recimo to je primer ene take aplikacije, ki če je še ni, bo pa zelo kmalu, jaz mislim, da bojo te stvari prišle tudi v hotele, ne. No, potem ena stvar, ki je morda malce kdo od vas še ni slišal za nekaj, kar se imenuje digitalni dvojček, ne. Torej, turizem je enostavna dejavnost, ne. To je cela veriga povezanih sklopov, ki morajo funkcionirati, če hočemo, da turizem funkcionira, ne. No, in digitalni dvojčki so pa en tak tip sistemov, ki jih uporabljamo v umetni inteligenci, ki pa skušajo preslikati fizično realnost, ne, naše fizično življenje v računalnik, no, in čim ga imamo preslikanega v računalnik, potem ta digitalni dvojček zna veliko več povedati, zna napovedati, zna opozarjati in tako naprej. Običajno se digitalne dvojčke uporablja v tovarnah, ne, ker so tudi zelo kompleksni procesi, zato da napovemo lahko anomalije, da detektiramo težave, da lahko planiramo boljše in tako naprej, ne. No, zdaj pa v turizmu teh digitalnih dvojčkov zares še ni, ne. In to je ena stvar, ki zagotovo trka na vrata, in ne vem, če se bomo čez 5 let pogovarjali, mislim, da bo kakšen hotel ali pa večina hotelov že imele ali pa tudi turističnih okolij nekakšne digitalne dvojčke, ne. Torej, digitalni dvojček je sistem, ki proba razumeti, torej meri, kaj se dogaja, torej meri promet, vreme, gibanje ljudi, zaveda se, kaj je v okolju. Skratka, vse, kar se da zmeriti, posrka in iz tega naredi eno tako sliko, ki pravzaprav nam pove več o vsem skupaj, kot pa če bi samo tako parcialno gledali, ne. To je ena tehnologija, ne bom šel zdaj v podrobnosti, ampak to je recimo ena taka stvar, ki se mi zdi zanimiva, zagotovo bo zanimiva. No, zdaj pa, če gremo majčkeno na kulturno dediščino in turizem in umetno inteligenco, ne. Torej, seveda, kulturna dediščina je marsikaj, ne, je zgodovina, je arhitektura, je umetnost, so arhivi, tudi recimo trenutno, tukaj sicer nimam nobenega slajda na to temo, recimo trenutno imamo še kar velik evropski projekt na temo raziskovanja starih vonjev, ne. Torej,
kako tudi von je pač neko čutilo, eno od osnovnih čutil, ki jih imamo ljudje, in von je precej neraziskan. In zdaj vprašanje je, ali lahko tudi von iz preteklosti pripeljamo v današnji čas kot del kulturne dediščine. No, ampak ta projekt se je dobro začel, tako da nimam še kaj dosti za pokazati. No, to sem hotel sam povedati. No, ampak nekaj takih standardnih zadev, ki verjetno marsikdo od vas tudi to že pozna, torej tehnologije, kot so te augmented reality, pa virtual reality, torej virtualna realnost, pa ta privzdignjena realnost, augmented, so take zadeve, ki so postajajo skoraj da nujne ali pa tudi v kakšnih pomembnejših, saj turističnih centrih so te stvari postajajo vse bolj na razpolago. Morda tudi v Sloveniji lahko, da so že, no. Recimo, tle je primer neke ruševine, recimo, ki jo z pomočjo virtualne realnosti lahko razširimo v tako zgradbo, kot je nekoč bila. Recimo, to bi bila virtualna realnost. Ta privzdignjena realnost, augmented reality, recimo je primer, ko skozi telefon ali tablico pogledamo neko okolje, to v tem primeru, zdaj mislim, da je to tale katedrala v Londonu, kjer nam pravzaprav pokaže računalnik, kaj gledamo na drugi strani. In kamorkoli pogledamo, pravzaprav nam računalnik ali telefon nekako razlaga, za kaj gre. Recimo, to so ene take dosti osnovni prijemi, ki pa enemu turistu, ki se znajde prvič v nekem okolju, neznansko lahko pomagajo. Ker naenkrat to okolje postane prijazno, razložljivo in tako naprej. Seveda, tako kot zdaj gledamo, tale augmented reality, to je neko trenutno stanje. Seveda to lahko tudi potegnemo pa tudi v zgodovino. Ni nobenega razloga, da ta ista slika, ki jo gledamo recimo ta moment skozi tablico, nam kaže trenutno stanje, seveda lahko bi pa nam pokazala tudi zgodovino tega kraja, ali pa kako je morda ta kraj, tam, kjer je ohranjeno, kako je ta kraj izgledal v preteklosti. No, tle smo prišli zdaj do nečesa drugega, kjer bi lahko, in tega ne vidim, recimo, to bi zgodovinarji zagotovo lahko pripravili bolj ali manj za vsak kraj v Sloveniji ali pa za Slovenijo in tako naprej, zgodovino, vizualizirano zgodovino na en tak privlačen način. Zdaj, tukaj imam samo dva primera, bom pa pokazal tle en še malo boljši, ta tako imenovani timeline, samo to, da imate občutek, kako se da lahko ogromno neke zgodovinske informacije stisniti v nekaj, kar je pravzaprav čist, bom rekel, razumljivo in zelo v kratkem času obvladljivo. Recimo tole je samo primer ene vizualizacije od 2000 pred našim štetjem, kako so se te glavne kulture razvijale in kakšna razmerja so imele do, no, če gremo zdaj čist do dna, bomo prišli do današnjih časov, kjer je tlele nekje Avstrija, pa Francija, pa Nemčija, skratka, naši časi. No in vse pred tem je pa, tale linija je recimo Avstrija, ki sega pač do tam, ko so se te zadeve začele, tam nekje do leta 900. No in zdaj pa na podoben način, če bi človek prišel zdaj v, kaj pa vem, v nek kraj v Novo mesto, recimo, ni nobenega razloga, da ena taka podobna vizualizacija ne bi nekega turista tudi čakala tam, če se da še interaktivna, še toliko boljš. Torej, to je, zdaj pa kaj pa umetna inteligenca, tle umetna inteligenca pa lahko prispeva vrsto teh načinov, kako to mogoče obsežno pa relativno kompleksno informacijo prikazati na atraktiven način, ne samo takole, kot sem zdajle pokazal, kot en plakat, ampak ta plakat ima seveda v sebi še
nivoje. Ne. No, pa sem pa še kot čist zadnjo stvar hotel pokazati, kako na kakšen način lahko tudi pokažemo zgodovino, recimo. Namreč danes je teh dokumentov, digitaliziranih dokumentov veliko. Ne vem, že če pogledamo samo, koliko ima NUK digitaliziran, je ogromno. Ne vem, lahko gremo 100, 150, 200 let nazaj, ne, in bomo videli, ne vem, članke od tega, kaj se je dogajalo, kako so se, ne vem, vaški fantje stepali kje, ali pa kakšen recept za kakšno hrano, ali pa kakšna priporočila in tako naprej. Tule sem pa hotel pokazati dva članka, in sicer torej New York Times ima tudi svoj arhiv, New York Times kot tako eno od teh globalnih časopisov, no, recimo, ima arhiv tam do leta 1851 nazaj, ne, recimo, in zdaj, če v ta arhiv, vam ga bom kar v živo pokazal, da nam zdaj tole, sem hipec. Tle sem najdel dva članka, sej teh člankov je veliko. Recimo, ne vem, turist pride v Ljubljano, ne, in mu vodič razlaga o, ne vem, ljubljanskem potresu 1895, ne, in, ne vem, in vodič bo pol malo razložil, da na eni strani reke so malo bolj bajte ostale cele, na drugi strani so jih morali malo več porušiti, pa tako naprej, pač neko standardno zgodbo, ampak prav, recimo, takih detaljev, kot pa piše recimo v New York Timesu, recimo pa že bi vprašanje, če jih vemo, ne. Recimo, kako so se živali počutile v tem ljubljanskem potresu. No, pa dajmo pogledati, kako to izgleda v samem časopisu. Na hitro, ko sva šla malo čez čas. To je zadnji slajd, no. To je recimo časopis New York Times iz leta 10. junija 1895, no, in zdaj na sredi je en člankec, ne, recimo, ki razlaga, kako je bilo z živalmi, recimo, takrat ob potresu, ne. No, tle še en drug članek, recimo, se mi zdaj aktualen, ne, ko se zdaj Slovenci s policaji spet tepejo, no, recimo, to ni bilo očitno zdaj v teh protestih, to ni bilo prvič, ampak tudi recimo 1908 je New York Times celo poročal o tem, ne, tudi je bilo 20. septembra, ne. To je samo tako mimogrede, ne. Torej, teh materialov je ogromno, no, in v bistvu se jih da torej s pomočjo tehnologije umetne inteligence pripeljati turistu, da doživi to okolje lahko na mnogo drugih načinov. Dal bi se še marsikaj več povedati, kot sem povedal, no, ampak tle sem hotel se dotakniti enih par takih originalnih zadev, ne. Hvala lepa.